Doktor Pregl, prav lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Glede na uvod v ta najin pogovor me seveda najbolj zanima vaša stroka, torej psihiatrija. Kako zaznava, odslikava teh družbenih razmer, sprememb in trenj, ki smo jim priča? Družbene spremembe in pa trenja, razne ekonomske težave, ki se pojavljajo pri posamezniku, predstavljajo kronični stres, kateremu je izpostavljenih večje število ljudi. Le-to pa potem prinaša do raznih psihičnih težav, lahko v začetku tudi samo do neke stiske, ki jo nekdo relativno dobro kompenzira, kadar pa stres traja predolgo časa in pa kadar je premočan, da bi ga nekdo lahko obvladoval, ali pa je nekdo bolj ranljiv za to, potem se pa pojavljajo lahko razne psihične težave. Vsekakor stres povzroči neko nelagodje pri posamezniku, kadar pa to traja dlje časa, se pa lahko razvijajo tudi nekatere psihične motnje. Znano je, da so prav pri večini psihičnih motenj so dejavniki okolja pomembni, poleg dednih dejavnikov, ki predstavljajo ranljivost, po drugi strani pa potem razni dejavniki okolja, vključno s stresom, privedejo potem do pojavljanja različnih psihičnih motenj. Se pravi, če je več stresa v neki populaciji, pričakovati tudi več psihičnih motenj, ne takoj, lahko čez določen čas. No, mi smo v krizi že kar nekaj let, pa me zanima, katera vrsta teh težav ali motenj je najbolj v porastu? Ene od psihičnih motenj, ki se pojavljajo, so prilagoditvene motnje. To so tiste motnje, kjer se oseba ne uspe prilagoditi na nek dolgotrajni stresor. To je v bistvu kot neke vrste blaga oblika depresivnosti in pa povečane anksioznosti, se pravi skrb za prihodnost, pretirana, odgovor organizma s tesnobo, morda tudi s povsem nejasnimi strahovi, in pa potem razni očitki samemu sebi za preteklost. Kadar se pa ta psihična motnja nadaljuje, se pa lahko razvije prava depresivna epizoda z vsemi drugimi težavami, ki jih prinese. Tudi iz podatkov iz drugih držav, ki so že šle skozi razne ekonomske krize, kaže na to, da prihaja do porasta prav depresivnosti. Delno pa je mogoče tudi pojavljanje depresije pripisati raznim drugim demografskim dejavnikom. Tako tudi Svetovna zdravstvena organizacija predvideva, da se bo v prihodnje prav breme depresije kazalo kot eno vodilnih bremen vseh bolezni, ne samo psihičnih motenj. No, ampak tam, kjer so pravzaprav se osredotočili in naredili neke študije, denimo v teh državah, ki jih je kriza najbolj prizadela, denimo Španija, je porast recimo depresije za okoli 10%, verjamem tudi še v nekaterih drugih. Pa me zanima prav depresija. Vi ste v nekem intervjuju nekako rangirali te motnje, težave kot prvo demenco glede na starajoče se prebivalstvo, na drugem mestu depresija in potem samomori. Če se ustaviva zdaj pri depresiji, recimo, ki je v tem kontekstu sedanje situacije nekje najbolj aktualna, v narekovajih seveda, me zanima, gre za različne vrste depresije, lažje, milejše, hujše oblike, katere so pogostejše, s katerimi se največ srečujete? Na srečo je največ blagih oblik depresije, glede na samo jakost izražanja, medtem ko tisti, ki pa poiščejo pomoč, pa imajo običajno kar zmerno hudo in pa tudi hude oblike depresije, zlasti tisti, ki pridejo do psihiatra. Tako da večina ljudi, ki ima depresijo, niti ne poišče pomoči, delno tudi zaradi raznih predsodkov, ki so povezani s tem. Potem je pa potrebno vedeti, da depresija ne nastane samo zaradi nekih psihičnih ali pa okoljskih dejavnikov, ampak je lahko posledica tudi kakšne telesne bolezni, recimo motnje v delovanju ščitnice, potem kakšne druge bolezni, ki neposredno prizadenejo osrednji živčni sistem, lahko privedejo do depresije. Tako da je potrebno izključiti najprej neko organsko bolezen, potem pa šele zdraviti samo depresijo, ker včasih je zdravljenje depresije zdravljenje v bistvu tiste organske bolezni, ki je to depresijo
Ampak depresija denimo je obvladljiva, ne? To pomeni, da recimo z zdravili lahko ti normalno funkcioniraš ali pa potem kasneje tudi brez. Ja, depresija je na srečo epizodična psihična motnja, to pomeni, da traja določeno obdobje in potem tudi mine običajno sama od sebe. Zdravili lahko samo skrajšamo trajanje te epizode in pa ublažimo same simptome. Tako v povprečju depresija traja tam od pol leta do 1 leto, pri starejših pa v povprečju okrog 18 mesecev, se pravi dlje kakor sicer. Ampak tudi samo od sebe bi v bistvu pri večini ljudi minila, vendar čakati toliko časa in pa lahko privede tudi do kakšnih drugih zapletov, vključno s samomorilnim vedenjem, ki so pa v bistvu bolj ogrožujoči. Depresija je verjetno ena od prilagoditev organizma na tiste obdobja pomanjkanja in je včasih našim prednikom verjetno prinašala celo koristi. V sedanjem času pa ne. Ja, že delno ste mi odgovorili na vprašanje, namreč naslednje, kar sem želela vprašati je ljudje, ki zaznavajo recimo neke motnje, neke težave, morda so to tudi svojci. Je vprašanje, koliko se odločijo ali se težko odločijo recimo poiskati pomoč. So v strahu recimo ali zaradi, kot ste rekli, neke stigme ali pa tudi zaradi izgube delovnega mesta. To so negotovi časi in seveda vsak se boji. Ja, kar opažamo pri samem delu, vidimo določene spremenjene vzorce obnašanja tudi tistih, ki poiščejo pomoč. Recimo nekdo, kateremu smo prej predlagali, recimo, da bi šel v bolniški stalež, zato ker ima depresijo in bi potreboval razbremenitev, se je prej recimo z lahkoto odločil, pa še celo sam prosil za to, medtem ko se zdaj bojijo, ali bojo izgubili službo, če je recimo zaposlen za nek določen čas ali pa njegova služba negotova, se ne bo niti odločil za to, pa čeprav bi potreboval razbremenitev. Bo raje vztrajal, morda delal tudi kakšne napake ob tem, ampak na vsak način bo skušal biti prisoten, ker ga bo skrbelo za samo delo. Tako da neke spremembe opažamo tudi sicer ne. Po drugi strani pa kljub vsemu se izboljšuje ta delež tistih, ki poiščejo pomoč zaradi raznih psihičnih motenj, kar se posredno kaže recimo v predpisovanju antidepresivov, ki v primerjavi s predpisovanjem pomirjeval, benzodiazepinov v Sloveniji linearno narašča. Kar je po eni strani dober pokazatelj, ker je to pokazatelj boljšega zdravljenja depresije, ne s pomirjevali, ki povzročajo odvisnost, ampak z antidepresivi, ki bolj vzročno odpravljajo težave tako depresivnih kot tudi anksioznih motenj. Ampak vendarle, ko sva se pogovarjala, ste mi omenili, da je pravzaprav to individualni pristop do pacienta izjemno pomemben, tako da je vprašanje zdaj, za kakšna zdravila se pravzaprav odločite. Tudi vrsta antidepresivov seveda je na voljo, ne? Ja, depresija, če jo gledamo s področja nevrobiologije, ni enotna bolezen, ampak je več različnih nevrobioloških bolezni, ki se kažejo s podobno klinično sliko. Tako da tudi samo zdravljenje je potrebno prilagoditi in poiskati, če govorimo samo o antidepresivih, pravi antidepresiv za tisto osebo, ki bo ta antidepresiv prejemala. Tukaj se predvsem gledamo na sam mehanizem delovanja in pa glede na to, kakšen je profil neželenih učinkov enega antidepresiva, kaj bo to pomenilo za to osebo, ki bo ta antidepresiv prejemala. Če recimo nek antidepresiv ima pomemben vpliv na vožnjo in se nekdo vsak dan vozi na delo, verjetno to ne bo najboljši antidepresiv za njega, že z tega vidika ne. Drugo je pa to, da lahko pri nekomu en antidepresiv povzroči več neželenih učinkov, pri nekomu bo lahko imel več pozitivnih učinkov in včasih naprej ne moremo napovedati, kakšen bo izid tega zdravljenja in je smiselno takrat poskusiti z enim antidepresivom, če je ta neuspešen, poiskati drugega, ker vemo, da je zdravljenje z antidepresivi relativno dolgo, pol leta, 1 leto po tistem, ko se nekdo že dobro počuti, mora še antidepresive jemati in je zaradi tega potrebno paziti, da je čim manj neželenih učinkov.
učinke. Ja, vendarle je s tem povedano, antidepresivi pravzaprav začnejo delovati po nekem določenem času, in potem je to zdravljenje se nekoliko podaljša lahko. S tem je pa seveda povezano, kar je nekako, se mi zdi, kontraverzno, več ljudi, ki je na bolniški, ki ne dela, je učinek recimo tudi nasproten na gospodarstvo, ki s tem trpi in pa seveda izgublja. Kakšne so, ali imate morda kakšne številke o tem razmerju med tistimi, ki ne delajo, ki so pač izven delovnega mesta, in pa recimo učinki oziroma poslabšanje gospodarstva? Ja, te povezave so oboje stranske, tako kot psihične motnje lahko nastanejo zaradi nekih sprememb v družbi, nekega obremenitve ljudi, ki v neki družbi bivajo, tako je tudi obraten učinek. Same psihične motnje predstavljajo tudi ekonomsko veliko breme za družbo. Seveda predstavljajo hudo stisko za posameznika, ampak tudi na nivoju družbe se to kaže. Tako je recimo ocena, ki smo jo pripravili po metodologiji Evropskega sveta za možgane, za leto 2010 je pokazala, da so vse bolezni osrednjega živčevja za Slovenijo predstavljajo 2,4 milijarde evrov, kar je okrog 8% BDP-ja. Vemo, kako težko spravimo. Tako, mi pa iščemo dobesedno skoraj vsak evro. Seveda za vsako vseh teh bolezni je nemogoče odpraviti, ampak že nekoliko zmanjšanim številom ljudi, ki imajo te bolezni, ki trpijo za temi boleznimi, bi lahko prihranili precej denarja. Ti finančni učinki bi bili večji. Tako recimo samo motnje razpoloženja letno po teh ocenah predstavljajo okrog pol milijarde izgube v samem gospodarstvu. In vodilna med temi motnjami razpoloženja je prav depresija, ki se relativno pogosto pojavlja, tam lahko celo pri eni petini ljudi enkrat v življenju, in potem tudi relativno dolgo trajanje depresije. Tako da tukaj verjetno z nekimi ukrepi preventive ali pa saj hitrega zdravljenja tistih, ki imajo neke težave, bi lahko precej prihranili. Isti problem, kot je sicer v Evropski uniji, je tudi v Sloveniji, da se v preventivo duševnega zdravja vlaga relativno malo. Nacionalni program je sicer zdaj, kar se tiče stroke, pripravljen, sedaj je na strani politike, da ta nacionalni program sprejme in tudi potem implementira. So pa učinki lahko tudi iz finančnega vidika relativno dobri, seveda pa tudi iz vidika posameznika, ki ne trpi za to psihično motnjo. Še ena skupina pravzaprav ljudi, ki je pravzaprav razburkala tudi svetovno javnost na nek način, če govorimo o tako imenovanih sociopatskih osebnostih oziroma asocialnih, disocialnih, to so ljudje s tem deviantnim življenjskim slogom kot nastopaštvo, pomanjkanje nekega sočutja in tako naprej. To je bilo nekako marginalizirano, zdaj pa so potem po začetku krize mnogi raziskovalci, predvsem v Združenih državah, Kanadi, Avstraliji, verjetno tudi v Evropi, so se lotili tega preučevanja in ugotovili, oziroma predvsem bili pozorni, kako so bile vodene države na področju politike, gospodarstva, finančnega sektorja, da so pripeljali v to krizo, in pravzaprav nekateri trdijo, kar je zanimivo, da so prav ti ljudje nekako pač neposredno povezani s to globalno gospodarsko in finančno krizo. Njihov vpliv je seveda destruktiven za okolje, za inštitucijo, kjer delajo, čim višjem položaju so, slabše je. O tem govorijo celo naši nekateri intelektualci, denimo profesor Cerar govori o slabi državi oziroma o bolni državi, doktor Ihan o patološki državi ali družbi, kakorkoli že hočete. Ampak, če je vsaj delno to res, je Slovenija, bi rekla, kar enakopravna članica te združbe. Pa me zanima, ali menite, da so tovrstne
teze dognanja pretirane ali ne? Ja, tukaj je več vidikov, ne, zdaj kdaj postaviti neko posebnost osebe za motnjo in kdaj ne. Moramo vedeti, da osebnosti so različne, ne, vsak ima določene specifike in govorimo o osebnostnih motnjah šele takrat, kadar so določene značilnosti osebnosti izredno poudarjene. In ponavadi povzročajo vse psihične motnje, pa večina njih posamezniku neko stisko in težavo. Zdaj, težko rečemo, da zdaj to stisko in težavo povzroča nekomu, ki je na vodilnem mestu. To je en vidik. Lahko govorimo o psihični motnji pri nekom, ki ima tovrstne težave. Saj tu ne gre za klinične primere, ampak gre za način obnašanja, pomanjkanja etike, morale, ne vem, prav patološko obnašanje nekoga, ki je, bom rekla, dovolj visoko na položaju in obvladuje neko situacijo in družbo. Tukaj je ravno ta problem, da ni dobro pretirano neke pojave v družbi pripisovati psihiatriji, ne? Ker tukaj lahko se hitro ujamemo v neko zanko in rečemo, da nekdo ima pa neko psihično motnjo, zato ker pač se je nekako neprilagojeno vedel. Se to sprašujem vas kot psihiatra in vaše osebno mnenje na to, kar se dogaja. Tukaj je mogoče na splošno z vidika pojavljanja tovrstnih osebnostnih motenj, predvsem disocialno-osebnostne motnje, za pogledati to, koliko je družba sposobna nekako po hierarhiji navzgor pošiljati ljudi, ki bodo najbolj sposobni za vodenje in delati tudi dobro za družbo. Se pravi, ampak to ni več vprašanje psihiatrije. Imajo pa nekdo, ki imajo tako psihično motnjo, določene kvalitete, ki mu lahko dajejo prednost pred drugimi v določenih stanjih družbe, kjer se ta struktura družbe nekoliko poruši. Znano je, da recimo ljudje z disocialno-osebnostno motnjo v raznih krizah imajo boljše možnosti za napredovanje kot sicer. Torej napravi pravzaprav na površje. Takrat na površje in izgleda, da so te osebnostne značilnosti na nek način zaželene v družbi takrat, ko je družba v hudi stiski. Sicer pa ljudje s tovrstnimi težavami pogosto pridejo na rob družbe, te psihične motnje pogosto srečamo pri ljudeh v zaporih, pri tistih, ki so prišli navzkriž z raznimi zakoni. Tisti niso toliko nevarni kot drugi, ki pa recimo so spretni, znajo prikrivati recimo te svoje negativne lastnosti in seveda lahko škodljivo, zelo škodljivo vplivajo na družbo. Ja, saj tukaj je vprašanje ravno tega, kdaj nekdo lahko pride s takimi lastnostmi na površje, ker imajo prednosti, kot so recimo to, da ne čutijo strahu, bolj so recimo pogumni in pa nimajo težav s tem, da bi se uživali v čustva drugih. Pa lahko celo uživajo v tem, da povzročajo trpljenje drugih. Kot čisto osebno vaše mnenje, glede na to, da se je o tem razpisalo precej tudi in govorilo v svetu. Poglejte, potekajo številne raziskave, nove odkritja v medicini so povezana na eni strani seveda z velikimi sredstvi in na drugi strani z zelo velikimi dobički. In ti raziskovalci, to poteka predvsem recimo v Združenih državah, v teh bolj razvitih državah, tudi Rusiji, Kitajski in tako naprej. Nekako se zdi, vsaj občutek mnogih je, da se osredotočajo predvsem na iskanje recimo zdravil ali ozdravitev bolezni, ki so tipične za naš tako imenovani zahodni svet. Če samo omenim nekdanjega predsednika Ronalda Reagana, zbolel je za Alzheimerjevo boleznijo. Takrat so Američani dali ogromne vsote, na milijarde dolarjev za raziskavo teh bolezni, pa vendarle je bil izplen oziroma končni rezultat pravzaprav ne tak, kot so ga pričakovali. Kaj sodite vi? Drži to, da je nekje tretji svet zapostavljen? Ja, tretji svet ni zapostavljen samo na področju duševnega zdravja, zapostavljen je tudi na drugih področjih. Je pa ne glede na to, prav pojavljanje depresije se kaže podobno tudi v drugih državah, tudi v tretjem svetu.
Drugo je pa sama dostopnost do zdravstvenih storitev. Kljub temu, da so zdravila dostopna v zahodnem svetu in bi bila učinkovita ravno tako pri nekom v tretjem svetu, je problem v tem, da so recimo same storitve, zdravstvena služba slabo razvita, recimo par psihiatrov za celo državo, verjetno ovirajo to, da bi se, kljub temu, da so razvita zdravila, ne pridejo do tistega, ki bi jih potreboval. In tudi v svetovnem merilu se kaže depresija kot ena vodilnih bolezni glede bremena, ki ga povzroča v raznih državah. Tako da tukaj ni tako velikih razlik. Druge razlike pa so iz samih demografskih kazalcev. Tam, kjer je večji delež starejšega prebivalstva, se tudi pogosteje pojavljajo tiste psihične motnje, kot so recimo demence, ker vemo, da se pri Alzheimerjevi demenci eksponentno narašča delež tistih, ki zboli z demenco s starostjo. Tako da to so problemi zahodnega sveta, ne pa toliko drugih. Tako imenovanega tretjega sveta. Drugo je pa, recimo, druge psihične motnje se pa enako pojavljajo povsod po svetu, recimo kot shizofrenija, tam nekje do 1% prebivalstva zboli kjerkoli po svetu in tam ni nekih bistvenih razlik. Poglejte, veliko govorimo in se danes govori o kvaliteti slovenskega zdravstva. Vi seveda ste tu profesor, ste zdravnik, imate opravka s pacienti, po drugi strani pa poznate to anglosaško območje oziroma okolje. Pa me najprej zanima, kam bi uvrstili recimo slovensko zdravstvo v tem kontekstu? Ja, sama organizacija je bolj podobna tem nemško-avstrijskem kontinentalnemu modelu. Angleški model je nekoliko drugačen, temelji bolj na timskem delu in tudi po eni strani manjšem številu zdravnikov in pa večjem številu drugih kadrov, ki vstopajo v zdravstvo. Bili ste v Angliji, mislim, da nedavno. Kakšne so te vaše izkušnje? Kako drugače je to organizirano? Vi imate stik vsak dan s pacienti, domnevam, Ja. Tam je nekoliko drugače. Ja, morda čisto iz samega zornega kota zdravnika večji poudarek na sami organizaciji, pripravah na izvajanje dela, bistveno bolj protokolirano vsi postopki, bolj dorečeno tudi glede razporejanja kadrov in raznih normativov, katerim se sledi. Tako da ta sistem ima pač tudi nekoliko daljšo tradicijo in je nekako... Vam je bližji kot recimo naš? Gre se v bistvu za to, kaj dobi pacient na koncu. Zdaj, to je tisto, kar je verjetno glavno merilo. Na to poudarjajo tudi iz Evropske unije. Nedavno je imel Evropski komisar na to temo predstavitev in sredstva, ki se namenjajo za zdravljenje duševnih motenj, so izrazito asimetrično razporejena po Evropski uniji. Recimo skandinavske države od svojega zdravstvenega proračuna namenjajo tam do 18% sredstev, Velika Britanija nekje na tretjem mestu po teh sredstvih, potem pa recimo Bolgarija z 2%. Kje smo mi? Mi smo z nekaj procentami pri repu in temu primerno je potem tudi pričakovati same zdravstvene storitve na tem področju. Eden od takih grobih pokazateljev je recimo število psihiatrov na 100.000 prebivalcev, kjer se uvrščamo med tiste države z relativno nizkim številom psihiatrov. Tako kot nevrologi, menda smo med zadnjimi na število prebivalcev. Kar se nevrologov tiče. Poglejte, še tole vprašanje, namreč čisto na kratko, včasih zasledimo tudi v medijih, recimo, ko se ljudje pritožujejo glede na to, da so bili pri psihiatru in zdi se, da v isti koš mečemo od shizofrenije pa do recimo morda neke stiske, kjer nekdo potrebuje zgolj razgovor ali za krajši čas tablete. Vendarle jih okolje, pa tudi uradne institucije na nek način zavračajo oziroma jih tretirajo, bom rekla, diskriminatorno na nek način.
Pa me zanima, a je to lastnost oziroma to posebnost samo Slovenije ali recimo tudi tujina to drugačnost tretira na podoben način? Ja, stigma je problem povsod po svetu. Tudi v Ameriki, kjer vidimo že po filmih, kako se ljudje zatekajo k psihoterapevtom, psihiatrom in tako naprej zaradi pač nekih problemov in stisk. Ja, po eni strani v Ameriki je na eni strani ta blišč psihoterapije, ampak seveda za tiste, ki si to lahko privoščijo, ne. Vemo pa po drugi strani, da imamo v ameriških zaporih ogromno ljudi s psihičnimi motnjami. Če gledamo svetovnem merilu, kjer tudi en kolega predstavlja ravno to, pravi, da so največje psihiatrične ustanove na tem svetu prav ameriški zapori, ne. Ker vemo, da je ogromno ljudi s shizofrenijo, ko so naredili neko kaznivo dejanje, se znajdejo tam in šele takrat pridejo prvič do stiku z neko zdravstveno službo. Tako da tukaj ta stigma, ne, je problem, ki se lahko kaže tudi v različnih kazalcih, recimo to, da število forenzičnih postelj raste v Evropi, kar pomeni, da po eni strani se manjša število oddelkov, varovanih oddelkov, postelj na varovanih oddelkih psihiatričnih bolnišnic, po drugi strani pa potem, ko nekdo naredi nekaj narobe, se pa potem začne pojavljati sodstvo, kjer potem implementira neko zdravljenje brez privolitve posameznika. Tako da tukaj je lahko tudi to nek izraz tega, koliko je neka družba strpna, koliko poskrbi za nekoga, ki ima psihične težave. In čisto preprosto vprašanje, da se vsak sam vpraša, ali bi imel za soseda nekoga, ki ima neko psihično motnjo, in kakšne se začnejo takrat pojavljati razne dileme, predsodki, razne skrbi. Čeprav vemo, da je psihičnih motenj veliko in ima vsak kar precejšen delež možnosti, da bo zbolel za neko od psihičnih motenj, ampak načeloma smo pripravljeni to sprejeti, potem pa, ko bi se morali pa soočiti s tem, da bi je to povezano z našim kulturnim okoljem, nekoliko konzervativnim, navidezno sicer smo tolerantni, ampak v konkretnih situacijah nekako se stopimo korak nazaj. Mislim, da je bolj problem, da vse skupaj te težave izhajajo iz samega strahu pred tem, da bi tudi jaz zbolel za neko psihično motnjo, in potem pogosto tak negativen odnos do nekoga, ki ima psihično motnjo, prav zato, da se izločim od tega, ki ima to psihično motnjo. Ampak to lahko gremo tudi nazaj skozi zgodovino, ker vidimo, da v različnih kulturah so včasih prav agresivni pristopi k obravnavi nekoga, ki ima psihično motnjo. In to se najde v različnih kulturah, ne bi rekel, da smo Slovenci kaj bolj posebni. Samo še tole, omenili ste recimo vojake, ki so v vojni prav v Ameriki, ki so bili v Iraku, v Afganistanu, tam jih pregledajo psihiatri in potem, ne vem, ko zaprosijo ponovno na službo pri istem delodajalcu, jo ne dobijo. To so paradoksi, ki jih pa težko razumemo. Ja, tukaj gre za v bistvu prav to, ali lahko nekdo z neko psihično motnjo dela na določenem delovnem mestu, in lahko so te predsodki se pojavljajo včasih prav nenavadno, ravno za ta primer recimo ameriške vojske, nekdo, ki zboli za posttravmatsko stresno motnjo, ob samem služenju ima lahko potem težave, ker mora povedati, da se zdravo pri psihiatru, ko ponovno zaprosi za služenje ali pa podaljšanje neke pogodbe. Tako da, ja, to so dileme, ki se pojavljajo in ki se pojavljajo tudi pri nas, ob tem, ko recimo nek delodajalec sprejema nekoga na delovno mesto, ali bo sprejel nekoga, ki je imel že enkrat neko psihično motnjo ali ne. Čeprav vemo, da recimo nekdo, ki je imel depresijo, bo lahko potem funkcioniral celo boljše kot nekdo, ki jo ni imel, ker bo imel neko izkušnjo, iz katere se lahko veliko nauči. Ja, poglejte, v zgodovini, to pa je zadnje vprašanje, poznamo ljudi, znane ljudi, umetnike, politike,
tudi znanstvenike, ki so se soočali z nekimi motnjami, težavami. Če izpostavim Winstona Churchilla, imel je to manično depresijo. Ne vem, kako so se oni sicer soočali s tem, ampak danes so na voljo bolj učinkovita zdravila, tudi bolj humane metode obravnavanja pacientov. Vendarle zdravil za te neozdravljive bolezni še vedno ni. Pa me zanima, kakšni so pravzaprav vas kot zdravnikov, psihiatrov, cilji takega zdravljenja? Cilji zdravljenja so bili v preteklosti usmerjeni v glavnem v odpravljanje simptomov. Se pravi, da se je nek psihopatološki fenomen, ki se je pri nekomu pojavil, se ga je poskušalo odpraviti. Sedaj so ravno z razvojem novih metod zdravljenja, tako na področju psihoterapije, socioterapije, farmakoterapije, so ti cilji bistveno višji. Cilji so postavljeni v to, da ne samo, da se odpravljajo neki psihopatološki fenomeni, ampak da se poskuša čim bolj izboljšati funkcioniranje posameznika in pa tudi, da se zagotavlja tisti najvišji cilj zadovoljstva posameznika. In te cilji se premikajo v to smer. Žal je, da pri vseh ne moremo doseči tega cilja in takrat je potrebno postaviti nižje cilje, ki so nekje dosegljivi in pa realni. Obljubljati, da se da doseči pri vseh ozdravitev, zlasti pri tistih najhujših psihičnih motnjah, ni realna. Znano pa je po drugi strani, da lahko tudi tiste najhujše psihične motnje pri nekomu potekajo zelo ugodno in da ga popolnoma nič ne ovirajo pri njegovem funkcioniranju in tudi ne pri zadovoljstvu. Tako da tukaj je potrebno pač gledati širše in ne glede na to, kakšna je psihična motnja, poskušati, če ne ozdraviti, pa samo izboljšati, olajšati simptome, po drugi strani izboljšati zadovoljstvo in funkcioniranje posameznika. Doktor Peter Pregelj, najlepša hvala za ta pogovor. Hvala vam.